Čau, dragi moji, dobrodošli nazaj v ta video, Alenka Trogrlic z vami ali pa Elena mama, kakor vam je bližji. No, smo govorili o ekstremno aktualni temi, te tedne se neskončno stvari odvija v zvezi s P. Diddyjem, Puff Daddyjem oziroma, dajmo kar reči, Seanom Combsom, to je njegovo pravo ime od tega raperja, ki ima tudi svojo založbo in je producent in vse to. Ekstremno slabo ne bi bil tudi milijarder oziroma bil nad milijardo v financah. Pri njemu se je res zvrstilo zdaj alegacije, obtožbe in te obtožbe so res težke. In prej gremo v najtežji del videa. Tle zraven mene gledate o eni izmed novih kolekcij na Jim Beamu, kakor vidite, v njih uživam. In živim praktično v tem, v bistvu čisto realno sem zdaj spet v tem outfitu, ne namerno dejansko. In zdaj še naprej gledate druga oblačila, ki jih lahko dobite na jimbeam.si spletni strani, ker imajo čisto popolnoma vse. Zato sem ta kratek shoutout za njih. In kjerkoli greste tja, kjerkoli kupovati, imate mojo kodo Alenka 5 za 5% popust. Jaz dobim potem tudi 5% provizije, tako da v bistvu mi s tem ful pomagate, ful me lepo podprete in lepo podprete ta kanal. In to je to, že letimo naprej v ta video in lepo ga bom razčlenila in res hočem, da ga razumete, ker sem že objavila nekaj o tem na TikToku včeraj. Danes je zame četrtek, ko snemam, včeraj v sredo sem objavila TikTok in so bili nekateri komentarji toliko obupni. Mogoče namesto da rečem zlobni, da so bili nepremišljeni ali pa nerazgledani. Zdaj pa kar začnimo na začetku in sicer povzetek dogajanja, kaj se pravzaprav dogaja. Sean Diddy Combs, 54 let je zdaj že star, je obtožen spolne trgovine z ljudmi, napadov, posredovanja drog, mnogih posilstv in tudi določenih stvari z orožjem. In vse to ni popolnoma novo, že leta in leta se nekaj okrog tega šušljali in dogajali in obtoženi tudi raznih goljufij, raznih prisil ljudi, torej manipulacij z ljudmi, da so bili prisiljeni in da jim je grozil, da če ne bojo naredili tega, ji bo sledilo to pa to, in pa ukvarjanje s prostitucijo. Kar se zdaj dogaja je to, da naprej prihaja vedno več in več njegovih žrtev, ki pričajo proti njemu, logično, in se stvari odvijajo na sodišču, veliko teh stvari ne pride do nas, sploh recimo on ima ogromno enih posnetkov tega, ker je imel ogromno kamer v teh svojih poslopjih, v hišah, kjer je snemal te zabave, kjer so se neprimerne stvari dogajali in te posnetke obstajajo in so verjetno ekstremno kriminalni in zaradi tega bo verjetno precej nastradal. Je pa že 3krat do zdaj probal plačati bail, torej ogromno denarja, tudi 50 milijonov, da bi bil izpuščen, kot samo plačal kazen in bil izpuščen in so ga že 3krat zavrnili, tako da hvala Bogu vse skupaj jemljajo resno. Tale uvod bo pomemben tudi za tiste, ki hočete reči, da je nedolžen ali pa da je zelo priden ali pa da on nikoli nič narobe naredil, poglejte si ta video. Surveillance footage appears to corroborate some of the allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. To sploh ni nič novega, na posnetku vidimo njegovo bivšo dekle Cassandro Venturo oziroma Cassie, ki je on gladko zbrca, pretepe, odrine. Ona je z njim 11 let in ga je tudi tožila, da ko je hotela od njega dejansko oditi, jo je posilil. In tudi ona ga je že obtoževala takrat trgovine z ljudmi in drugih posilstv in kaznivih dejanj. Še ena stvar za tiste, ki hočete reči, da je res čudovit P. Diddy, on je tudi takrat v tem hotelu, kjer je njo pretepil, je potem želel plačati varnostnikom $50,000 takrat na mestu, samo zato, da bi te posnetki bili skriti in da ne bi prišli v javnost. Hvala Bogu se to ni zgodilo. Zaenkrat, kakor vem, je to tudi edini posnetek, ki je prišel ven od tega njegovega nasilja. Vsi tisti, ki so se pa dogajali v njegovi hiši, na teh njegovih zabavah, o katerih bomo zdaj kmalu začeli govoriti, pa niso prišli v javnost in jaz tudi na nek način upam, da ne bojo, ker če si predstavljaš, da bi bil ti žrtev teh spolnih zlorab tam in da bi bilo to vse posnet in da si ti na nekih drogah in ne veš, kaj se dogaja in ja, ne vem, mogoče boljše za mentalno zdravje teh ljudi, da ne pride v javnost. Samo še par žrtev omenjam in sicer Joy Dickerson Neal. Ona je obtožila Combsa, da je spolno zlorabo 1991, kako je bila ona še študentka, ne bi jo prej tudi omamu, potem je vse to posnel in tudi šeral naprej s svojimi prijatelji, da so lahko to gledali. Liza Gardner je potem še ena žrtev, tretja žrtev v tem primeru. Njo naj bi torej P. Diddy in pevec Airbnb Aaron Hall spolno napadla in davla. Jane Doe je tudi prišla naprej in trdi, da je Combs posilil, ko je bila mladoletna. On je bil star 34 let, ona je bila stara 17 let. Pa ni bil samo on, je bil tudi skupinsko posilstvo. Več njegovih
kolegov. Po vseh teh obtožbah so se začele vrstiti, so končno tudi policisti imeli dovolj dokazov, da rejdajo njegova poslopja. Več jih je bilo, ampak predvsem posnetki so iz enega tukaj. Dokazi iz teh poslopij kažejo na to, da je on plačeval ogromno prostitucije, ampak istočasno je naročeval tudi ogromno teh pripomočkov za intenzivno nego, ali ko si napolno že dehidriran in izmučen in to kdaj dobiš, ne vem, v bolnici, ko si res na koncu, napeljejo direktno v žile, da čim prej prideš k sebi oziroma da se približno postaviš nazaj k moči, na noge. In ja, grozljivo je, da je on to imel v tej hiši, ker Bog ve, kaj se je moglo dogajati tem ljudem, da so bili na tej točki, da so to potrebovali. V teh njegovih rezidencah so torej v Miamiju, na Floridi, Los Angelesu in Kaliforniji so najdel dokaze vseh teh možnih PDD zabavah, ki jim oni rečejo tudi freak offi. Najdel so narkotike in več kot 1000 plastenk, baby olja in lubrikantov, pa tudi približno 800 seks igrač. Ne morem verjeti, da mi nekdo komentiral, kao, ti tudi to promoviraš. Ja, za ljudi hočeš s tem uživati, kaj hočemo s tem uživati, definitivno ne za posilstvo, kaj lahko prosim tega ne načmo. Obtožen je tega, da so te žrtve tam udarjali, brcali, metali predmete v njih in včasih tudi vlekli za lase. Nekdo je izpostavil tudi, zakaj je bilo to baby olje pomembno, mogoče ne samo za, bom po domače rekla, za lažjo penetracijo, ampak tudi zaradi tega, da če je nekdo popolnoma naoljen, ne more zbežati, ker mu preveč drsi. Če si lahko to predstavljate. Da ne govorimo o tej čudni posli, ki jo je imel on zadaj na dvorišču, na ne vem kateri parceli, ampak ja, huge posla. In kot sem rekla, kjer se je on, hvala Bogu, najbolj zafrknil, je to, da so želeli vse to posneti in tudi vsa ta leta so to snemali, te posnetki so zdaj zaseženi strani policije in pač dokazov bo neskončno. Zdaj gremo na drugo najbolj zanimivo temo, saj jaz sklepam, da vam je najbolj zanimivo verjetno, kdo vse je zraven, ki je potencialno kriv in kdo vse je zraven, ki je potencialna žrtev, pa da so pač znani ljudje, ne, ker tega je zdaj neskončno. Obstaja cela lista teh ljudi, ki jih je tako okrog 100, tistih, ki so krivi ali pa ki so bili na njegovih žurkah ali pa ki vsaj nekaj vejo ali pa so z njim nekako povezani ali pa njegovi bivši partnerji ali pa En izmed teh so skoraj ziher povezani je Harvey Weinstein, hollywoodski filmski magnat. On je bil z njim povezan, obsojen je bil za posilstva 80 žensk približno in obsojen na 23 let zapora. Ja, mislim, da to ni en izmed primerov, ker se lahko sprašujemo, če je to fake. Mislim, da je kar legit. 80 žensk. Dani Alves, nekdanji nogometaš Barcelone. Danny Masterson, televizijski igralec, on je tudi že bil obsojen na 30 let zapora. R. Kelly, Airbnb pevka, ki je bila obsojena na 30 let zapora zaradi spolne trgovine. Potem so pa te vmesni členi, kot je Justin Bieber, ker zdaj se je predvsem o njemu govorilo, koliko je on prizadet zaradi ideje, koliko je on tudi trpel na teh žurkah, kaj vse je videl, da je bil ful premlad, kaj vse te stvari videl, da je še vedno psihično zaradi tega precej strt in je mogel zelo hitro odrasti. Ker ja, ko se je Justin Bieber uspenjal nekako svoji slavi, bil star tam 15-16 let, potem ko je bil odkrit na YouTubu, in ga je P. Diddy v bistvu vzel svoje zavetje kot mentorja in je pri njemu precej časa preživel, prežural in vse to vidimo tudi posnetki njiju skup, ko je Bieber ziher na nekih substancah. Ne vem, samo alkohola ali še kaj drugega, ampak rečeno je, da je on tam marsikaj videl, doživel, probal. Upamo, da ni bil tudi žrtev teh ljudi, da ni bil on njihova spolna igračka, ker pa bi ga verjetno to absolutno zlomil. Mnogi govorijo tudi, da pesmi marsikatere, ki jih je napisal, da govorijo točno o tem, naprimer Yami, sakvaj že ta, pa Lonely. Zdaj trenutno Bieber tega ne komentira in nekako splošno znano je, da se želi osredotočiti na očetovstvo, ker zdaj je pač oče. Govorice o drugih, ki so povezani, ne moramo trditi, da so ziher povezani ali pa kaj krivi, dokler ni pač potrjeno, govorimo pa o govoricah. Torej, Jada Smith, za njo vemo, da je ful sporna ženska, ne vem, kaj ne vse dogaja, ampak ona je svojega sina, Jadana Smitha, ko je vedela, kaj se tam dogaja, kaj je bila kdaj na teh zabavah pri P. Diddyju, ga je vseeno potem poslala k P. Diddyju samega pod mentorstvo za neka 2 dneva. Zdaj prej boste eni rekli, ne, P. Diddy, ful v redu, 7 otrok, on je ful dober foter, ne vem. Baj dejansko obstaja posnetek od njega in njegove mami od P. Diddyja, ki se poljubljata. To je domnevno, ampak baj je že krožil ta posnetek. Potem je Ashton Kutcher, za njega tudi nisem pričakovala, ampak je na ogromno teh slikah iz teh zabav in zdaj pa je Mila Kunis se je domnevno izselila od njega, ker sta pač bila že ful dolgo par ali poročena, ne vem točno,
in se je izselila iz tega razloga, ker noče biti del te drame in ker ne ve, kaj vse se je zgodilo. Potem ima tudi Anna Wintour, ima ogromno skupnih slik s P. Diddyjem, Oprah, Kardashians, Ben Affleck, kot vemo, on je bil zdaj z Jennifer Lopez. Jennifer Lopez je pa bivša partnerka od P. Diddyja in je bila ful upletena v te žurke in vse to, kar se je tam dogajalo, in se jih zato zdaj Ben Affleck ločuje, ker noče biti del te štale. Jaz mislim, da tale Hollywood se bo čisto na glavo obrnil. Potem je še Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jay-Z, Trump in Kamala. Trump started his sketchy modeling agency where he would bring underage models into the US to work illegally on travel visas right after he became BFFs with Diddy. And no one is reporting on it. Let's start with a little history as to why this timing is especially sketchy. It is the 90s and Trump is in debt and everyone knows it. But then creditors start valuing his brand out of nowhere and his finances start improving. But what was Trump doing during this time? If you guessed that he struck a business deal hosting and sponsoring parties with teenage girls who were as young as 14 and the average age being 15 for rich old men, you would be right. He hosted Look of the Year on large private yachts and in his Plaza Hotel, where teenage girls danced around in dresses and miniskirts for rich old men for their chance to win a contract with the world's then leading modeling agency, Elite Model Management, run by John Casablancas. And you might be thinking, how would this boost his brand alone? Well, the parties were used as a way for the rich old men to engage in schmexual relationships with the contestants. And Casablancas wasn't the only one Trump was hosting and sponsoring parties for. Trump asked American Dream Calendar Girls beauty contest owner to organize a party with his pageant finalists, saying he would invite modeling agencies and prospective sponsors. But the only other guest who was invited was Jeffrey Epstein. Jay-Z, za njega eni pravijo, da je vodja vsega. Jaz res nočem špekulirati, ker nikoli ne veš, kaj je res, ampak on je v meni od nekdaj deloval tako shady in tako dark, ker vse, kar on meče naokrog od sebe, na odru in kjerkoli, so pač iluminati znaki in simboli. Imaš izbiro, da tega ne delaš, ali pa da to delaš in on to non-stop dela. In Beyoncé. Nima treba, ampak se odločite zavestno to početi in ja. Na hitro bomo delali tudi to temo in sicer teorije zarote v tem, da je vse potaknjeno, da on ni popolnoma nič kriv, ladi-da-di-da. Sem mislila, da to je en velik poglavje, ampak tle res nisem veliko napisala v scenarij. Se mi zdi preprosto, da so primeri, kjer je dobro govoriti o teorijah zarote lih zato, da nismo kaj bece in da pač verjamemo vsem, kar na prvo žogo slišimo in nekoga kaj obtožimo in je ful dobro, da kritično razmišljamo. V tem primeru si jaz res želim, da določene ljudi, ki so kaj tazga počeli, doleti karma, ki si jo zaslužijo in pač grejo freaking zapor, vsaj. Jaz si želim samo, da resnica pride na plano, glede na to, da te posnetke itak imajo, pač je, kar je. In če je slučajno, čudežno nedolžen, potem, kaj takrat že pretepil Cassie, to je dokazano, to je bilo na sodišču, vse je javno upravičil, se pravi, tega ni skrival niti takrat. Torej, če potem bil svetnik in dejansko ni čisto nič narobe naredil, kar jaz ne verjamem, se bom enkrat v prihodnosti upravičila, ampak jaz res mislim, da se tle nekaj nadgravženega kuha in upam, da se bo Hollywood zdajle precej spremenil. Na 4. točki imamo povezave z asasinacijami slavnih ala Tupac, Biggie. Eni ful govorijo o tem, meni se zdi, da premalo vem o tem, ampak tam okrog leta 1994, ko je bil tudi Tupac 5krat ustreljen v svojem studiu v New Yorku, takrat so bili oni ful na sceni. Prav tako, Biggie, Tupac, P. Diddy so bili tako res mogoci, takrat vsi so jih poznali, oni med sabo ne bi bili kolegi, dokler ni šlo, pa je to vse ok. In je prišlo do govoric, da je P. Diddy plačal 1 milijon za umor Tupaca. Tupaca so potem streljanju, ki je bil 5krat ustreljen, vprašali, če mislijo, da je P. Diddy kriv za to in je rekel, ja, imam dokaz. Stvari, ki bi jih lahko povedal in bi lahko podprle moja trditev, vendar to ni za svet. To je med mano in njim in samo on ve. Mislim, če je bilo kaj tacega, bi bilo super, da bi prišlo ven, ampak okej. 30. novembra 1994, 2 leti preden je bil umorjen dejansko v Las Vegasu, so legendarnega reperja oropali in ustrelili v avli studia Quad na Times Squareu, kamor je šel snemat pesem z Little Seanom. Potem je mi še rečeno, da ne bi P. Diddy ubil oziroma dal ubiti tudi Biggija, zaradi tega, ker je Biggie hotel zapustiti njegovo založbo. To je zame ful dolg časa nazaj, sem bila takrat stara 2 let, tako da res nisem na tekočem s tem, kaj se takrat dogajalo. Če je pa kdo majčkeno starejši vmes, kaj te videe gleda, naj pa spodaj komentar napiše, kako je takrat to dojemal, ko verjetno se je vse okrog tega vrtelo po novicah. Na 5. točki bom pa zdaj določene ljudi z TikToka brez sramu izpostavila, ker če eni take stvari komentirajo, itak je javno, pa ne bo še tle javno. Torej, na TikToku sem že obnovila, kaj se s P. Diddyjem dogaja zdaj in so bili to komentarji, ki so se pojavljali, ne razumem zakaj,
kaj, a to en napiše, drugi pa sam posnemajo, ker sploh ne vejo, kaj se dogaja. Spet tisti, ki govorijo in trdijo, da ljudje tožijo PDD-ja samo zaradi denarja. Ja, ena stvar je, da mogoče pride kdo vmes, ki ga bo tožil samo zaradi denarja. Jaz vem, da je to čist možno in nekateri hočejo samo denar. Ampak se zavedate, da so te ljudje, ki imajo toliko denarja, ki so milijarderji, imajo ekstremno veliko moči in lahko vplivajo tudi na to, koga pač. Se pravi, ko greš ti na sodišče njega tožiti, moraš imeti po mojem ekstremna jajca, ker tudi če je vmes kdo, ki bi hotel sam denar zaslužiti in pač so to fake alegacije, ta človek verjetno tvega svoje življenje. Lih danes sem naletela tudi na en video, kako en moški bere chat pedofilov. Dejansko ti ljudje imajo svoje skupince, svoje čete, svoje skrivne pogovore, svoje mini družbice in to hočem danes prebrati samo zaradi tega, da vemo, s koliko nagraženo problema imamo opravka in koliko se mi zdi nesprejemljivo, da se take ljudi na kakršnikoli ravni zagovarja ali pa reče, osvobodite ga, on je verjetno nedolžen. Tudi PDD je na določenih točkah ful sumljiv glede tega, da je imel preveč rad otroke, ne bom šla v detajle, ker ga ne upam kratko obtožiti, ampak tole zdajle bo chat pedofilov in taki so. Eden je druge vprašal in je napisal, kaj pa vas kaj vzburja? In en mu je odpisal, mene predvsem 5 do 9 letniki, ampak tudi vse ostalo je ok. Nekdo drug je odpisal, jaz sem 60 let star, ful sem nasilen in če nekdo reče, ne, je to zame čisto nesprejemljivo. Naslednji napiše, jaz imam doma 20 terabajtov pornografije z dojenčki. Pišite mi v DM in vam prodam za dobro ceno. En je napisal, da lahko nauči druge, kako zlorabiti svoje lastne otroke, brez da bi drugi posumili, da je pedofil. Eden je napisal, da z veseljem deli svojo hčerko. Nekdo drugo je vprašal, če žena ne ve tega in je rekel, ona ni šans. Ampak da zdaj itak iščem nove deklice, ker je ona že stara. In jo je nekdo vprašal, koliko je stara in je napisal 8 let. Tako da malo sem mogla pomoralizirati, ker včeraj so me določeni komentarji pač res razjezili na TikToku. In to je to za ta video. Če se bo kaj ekstremnega dogajalo, bo mogoče part tu prišel, če bo ne vem kakšne novice, če ne mogoče sam na TikToku ali pa tudi to ne. Tako da ja, pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out, zaenkrat se gledamo naslednjič. Čau.